A se strinjamo, da je jezik ena fajn stvar? Brez njega ne moreš nekomu povedati, da ga imaš rad. Ne moreš potem članek na netu napisati, da je nekdo gnil komunajzer. Pa ne moreš v trgovini preklet penzionista, ki je šel na tik-tak blagajno z 200 izdelki. Jezik je nekaj, kar nas loči od živali in birokratov. In za jezik imamo prav poseben inštitut. Ta teden se je Inštitut za slovenski jezik zbobnal skupaj, njihov šefe Marko Snoj pa je vsem povedal, kako bi morala delovati javna uprava in država nasploh. Prisluhnimo. Uradniki in politiki bi morali vsa svoja dejanja tehtati in meriti tudi z vatlom državotvornosti, tako kot to počnejo vsi povsod v naši soseščini. To se strinjamo. Tvorjenje države je dobra ideja. To po mojem pomeni, da delaš korist državljanov, je tako, da porihtaš zdravstvo, šole, ceste, službe. Če si Inštitut za slovenski jezik, pa skrbiš, da se slovenski jezik lepo razvija. Verjetno mislite enako, doktor Snoj. A pri nas celo registrske avtomobilske tablice izkazujejo nedržavotvorno držo. Dodatne črke v slovenskih registrskih oznakah niso izbrane po abecednem redu, kot bi pričakovali v urejeni državi. Ja, doktor Snoj. Edina stvar, ki Slovenijo loči od urejene države, so registrske tablice, ki so po abecednem redu. Ne samo, da ima ta doktor Snoj očitno primer OCD-ja, oziroma, pardon, CDO-ja, ki mora biti po abecedi. Ne samo, da ga jebe CDO, še stik z realnostjo je malo zgubil. Lahko bo propade država, samo bo vesel, dokler bojo registrske na avtih po abecedi. Obstajajo kakšne izjeme, mogoče? Oznako DR pa bi po mojem lahko dobil samo zdravnik, da ga prepoznamo na cesti, če ga potrebujemo. Doktorjem posebno tablico, da ga lahko prepoznaš na cesti. Ne? Kao folk zdravnike lovil po avtocesti pri 130 ali kaj, pa šipo dal dol. Doktor, eno znamenje imam. Čak, bom pokazal. Ne vem. Mogoče posebne tablice niso slaba ideja, ne? Da bomo prepoznali posebne ljudi na cesti. Recimo tablica, s pomočjo kjer bi prepoznali politika, bi morala biti Gorica VNO. Recimo, to bi bilo, veš, da ti pade v oči. Politik, okej. A pa ko bi prepoznali bančnika v črnem Audiju, s tablico Postojna hleb. Recimo, veš, da ti pade v oči. Ko boste pa vedeli, da se proti vam vozi tajkun. Posebna tablica Gorica Ljuf. Veš, da ti pade v oči. Da ti pade v oči. Na koncu bi lahko pa eno imeli še unikatno tablico. Ta je bila pa unikat. Samo ena bi obstajala, in sicer za osamosvojitelja Igorja Bavčarja. Tablica Kran Ipl. Veš, da ti pade v oči. Da ti... Kran Ipl bi vse voznike s črkama DR na tablici opozorila, ne bojo pozorni, če ga spet štihne v srčku, veš. No pa je doktor Snoj v svojih pomembnih raziskavah našel kaj posebej kritičnega. Vendar po mojem štetju v približno 30% zaporedjem takih dveh črk, ki predstavljajo registrsko oznako kakega mesta v državah nekdanje Jugoslavije. Na tablici imaš črki BG. Ti udbovc Ferdama. A sta slučajno Snoj pa Janša z istega drevesa padla na glavo? €1 milijon na leto damo Inštitutu za slovenski jezik, njihov predstojnik pa šteje tablica po Ljubljani. Pa gleda, da niso gor sledovi Srbije. Porka mašina, za €1 milijon si nov jezik zmisliš. Čak, pa moral ukiniti pol regijskih oznak, to je res. Lej, oznako KR ima recimo Krapina na Hrvaškem. Po ima na tablicah kraj Požarevac v Srbiji. Go imajo v bosanskem kraju Goražde. Pa KP tudi ukinimo, ker ima Kriva Palanka v Makedoniji. Dragi moji, jaz podpiram financiranje jezikoslovcev, ampak če se za ta denar delajo take retardirane stvari, pa jih dajmo poslati v rudnik delati, ker bo več koristi od njih. Resno, no. Državotvorne registrske tablice, pa se nam je zmešal. Hej, živijo, Jure tukaj, to je naš YouTube kanal. Kliknite na ta gumb in se naročite, da boste na tekoče. Pa polajkajte nas na Facebooku in na Twitterju. In vsak četrtek ob 10:30 nas pogledajte na Planet TV. Po pameti!